Veste pa, kdaj zastojev ni? Ja, ponavadi, kadar se peljemo s kolesom. In s kolesi se bomo danes tudi vozili. Pri meni v gosteh Janez Dobnikar. Janez, lepo pozdravljen. Živja. Ti in tvoja ekipa ste pa razvili Simatlon. Ne, jaz sem se pa tako Simatlon, kaj bi pa to lahko bilo, in to je simulacija vožnje z kolesom, kar iz udobja lastne dnevne sobe. Ne bom zdaj rekel iz kavča, kajti potrebno je nekaj takega, si predstavljam, neko sobno kolo ali pa to, kar imajo že te bolj profesionalni kolesarji in bolj profesionalni rekreativni kolesarji, ko imajo že kar celo kolo na enem tem tekočem trakcu naštimano. Ja, res je. V bistvu veliko kolesarjev ima doma že kakšen svoj kolesarski kotiček, kjer si krajšajo tiste dolge zimske dni, ko ne morejo kolesariti zunaj v naravi in bi se radi nekako malo popestrili svoje kolesarske vadbe, treninge. V ta namen smo tudi razvili našo kolesarsko simulacijo Simatlon. Zdaj, ko je že bilo govora o imenu, ime Simatlon je v bistvu sestavljen iz sim kot simulacija in atlon kot triatlon, ker je nekoč mišljeno, da bi takšen koncept prenesli tudi na druge kardio naprave, kot so tekaške steze in pa veslaške naprave. Skratka, vse, kar potrebujemo, je neko kolo, potem pa mu vpnemo na gonilko senzor za zajem podatkov, senzor kadence in pa v bistvu vključimo simulacijo na našem osebnem računalniku in že vse deluje. No, saj to bo pa pokazala tudi po oglasih, zato si tudi prinesel tole sobno kolo s seboj. Ampak Janez, kako je pa prišlo do ideje? Je ta zrasla na tvojih plečih? Se je tebi to enkrat zasanjalo? Kdaj ste začeli razvijati tole? A je to program, aplikacija? Kaj bi bil bolj pravilen izraz? Tako, pravilen izraz je v bistvu simulacija. Lahko rečemo tudi aplikacija. Razvijati svojo pa začela s kolegom v bistvu tam že konec leta 2017. V bistvu se je zelo zanimiv način porodila ta ideja. Jaz in kolega Primož, ki je tudi član ekipe, sva se v bistvu srečala na Filozofski fakulteti v Ljubljani na enem izobraževanju in sva hitro ugotovila, da sva oba velika ljubitelja videoiger in pa kolesarjenja. Tako da sva se začela od takrat redno dobivati tudi na sestankih, udeleževati različnih startup tekmovanj, animacij na dogodkih in ideja je počasi rasla do te faze, kjer smo sedaj. Tako. In zdaj to že laufa v polnem teku, tako rekoč. Zadeve tečejo, lahko se naročimo. Kako pa pridemo do Simatlona? A moramo v trgovino, pa kupim kot računalniško igro ali kontaktiram vaše podjetje? To je v bistvu preko naše spletne trgovine na www.simatlon.com. Drugače pa se da simulacijo kupiti skupaj z vsemi potrebnimi senzorji. Recimo v taki vrečki imamo zapakirano, notri je senzor kadence, to sem rekel, da se vpne v bistvu na gonilko kolesa, in pa Ant Plus ključek, ki ga damo v računalnik, kjer zaženemo simulacijo. To se da dobiti pri nas, drugače pa se dogovarjamo tudi z različnimi trgovinami, da bi skupaj z njihovo kolesarsko opremo nekako ponudili tudi našo simulacijo kot dodatek k vadbi. To zna zelo prav priti, se predstavljam tudi po zimi, na primer. Zdaj je pa sploh aktualno, ko je bila karantena in se nismo morali toliko premikati, gibati, morda pa tudi kdo nima časa. In čar Simatlona je to, da lahko kolesarimo po različnih pokrajinah, mestih, realnih, izmišljenih. Kako je s tem? Kje vse lahko kolesari s Simatlonom? Ja, zaenkrat imamo 3 navidezne pokrajine narejene, je pa to v bistvu stvar izdelave. Z ekipo imamo znanje, da po dogovoru v bistvu izdelamo katerokoli navidezno pokrajino, po kateri bo potem tudi možno kolesariti. To je seveda malo povezan tudi s časom, s finančnimi vložki. Drugače zaenkrat imamo pa eno fantazijsko pokrajino Windridge City, ki se prikazuje tudi v ozadju na naši televiziji, in pa 2 taki bolj realistični, to je vzpon na vrh Triglava in pa kolesarjenje po okolici Nanosa. Zdaj, poleg uporabe doma, smo pa našo simulacijo uporabljali tudi v fitness klubih, kjer je v bistvu tak čisto samostoječ sistem. Ko se fitness zjutraj odpre, se v bistvu sistem sam zažene, ko se fitness zapre, se sistem sam ustavi, tako da v bistvu
praktično uporabnik nima nobenega dela, samo pride v fitness, naredi vadbo, se usede na kolo in se zapelje še malo po naši simulaciji. In pa animacije na dogodkih tudi organiziramo. In simulacija je to zdaj samo vizualno, kot vidimo zdaj na ekranu, ali mi tudi kakšni ptički morda žuborijo, sreča kakšno žival? Ja, zaenkrat je simulacija pač še zelo v osnovni verziji, kar se tiče igrifikacije, gaminga. Drugače imamo veliko možnosti, da dodajamo noter razne elemente, ne vem, zbiranje točk, ko se izogibamo oviram na cesti, dodajamo lahko živali noter, ki delajo različne zvoke, dodajamo lahko noter oglasne panoje in na nek inovativen način promoviramo kakšno drugo podjetje, izdelek, storitev. Skratka, gaming v simulaciji je ves čas v razvoju. Morda v prihodnje s kakšnim našim kolesarskim asom, da lahko proti njemu tekmujemo, skupaj z njim kolesarimo. Imate tudi kaj takega, vaši kreativi tukaj si predstavljam, da ni postavljenih nekaj omejitev, ne? Vse je odvisno verjetno od naročnika, kaj si ljudje želijo. Ja, vsekakor. Tudi v preteklosti smo nekaj podobnega že delali, ne sicer simulacijo Simatlon, neko sorodno zadevo, ampak razmišljamo kot v neki gold sprint tekmi, ki bi bila neka atraktivna animacija na dogodkih, da bi lahko dva tekmovalca med sabo tekmovala in tudi nekako primerjala čas vožnje. Ker zdaj sam namen simulacije za domačo uporabo ni toliko v tekmovalnosti, ampak predvsem ciljamo na tiste rekreativne športnike, ljubitelje kolesarjenja, ki si pač želijo neke dodatne motivacije pri kolesarjenju. Kakšni so bili izzivi za vašo ekipo, ko ste se tega lotili? Kaj je bil tak prvi nek zalogaj, v katerega sta mogla sodelavcem, ki sta vse to skupaj začela? Zdaj si predstavljam, da je ekipa tudi že kar zrasla, ne? Tako, ampak kakšni so bili ti prvi koraki, ne? Prve prepreke, prvi vzponi, ne? So bili prvi vzponi težki? Zelo težki. Predvsem glede na to, da gre za digitalen produkt, je potrebno veliko znanja na področju IT-ja, na področju programiranja, na področju multimedije. Tako da to je bil v bistvu naš prvi izziv, kako vse to med seboj povezati, da smo prišli z ekipo do tega znanja, da lahko sami izdelujemo navidezne pokrajine. Potem smo pa iskali razne zunanje izvajalce, ki so nam pomagali pri pisanju programske kode tudi. In pa potem zdaj večji izziv nam pa v zadnjem času predstavlja predvsem pač iskanje potencialnih partnerjev, poslovnih partnerjev, ki bi šli z nami v sodelovanje, da na nek inovativen način tudi njihovo podjetje predstavimo. Se pravi, jaz tukaj definitivno še veliko potencijala za sodelovanja. S čim se pa trenutno ukvarjate? Kaj je ta zdaj zadnji segment, ki ga morda ravno kar implementirate v vaš produkt? Trenutno sem tudi udeleženec na programu Ponilur, ki ga izvaja Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije. To je v bistvu en program, znotraj katerega spodbujajo udeležence k podjetništvu, k razvoju svoje poslovne ideje in jim nudijo mentorstvo ter pomoč pri razvoju. Znotraj tega programa imam pa sedaj tudi izziv, kako simulacijo čim bolj približati različnim športnim trgovinam, da bi jo potem ponudil skupaj z njihovo kolesarsko športno opremo. In pa tudi fitness klubom bi rad predstavil ta interaktivni sistem, ki bi ga oni potem lahko imeli znotraj njihovega kluba za svoje uporabnike. Janez, izredno zanimivo in meni že prsti srbijo, po pravici povedano, da ne rečem pete. In jaz mislim, da je najboljše, da greva midva v oglase, med oglasi bova imela pa dovolj časa, da postaviva še cel sistem, se pravi tole kolo poveževa z računalnikom, potem bom pa lahko že kolesaril po Windridge City. Windridge Cityju. Tako, fantazijska pokrajina. Fantazijska pokrajina. No, me veseli, da bom spoznal novo pokrajino. Če tudi vas zanima, kje bom kolesaril po oglasih, ostanite z nami in se gledamo. In govora je v Simatlonu, se pravi v simulaciji kolesarjenja, v prihodnosti pa tudi, sva rekla, Janez, za veslanje in tek. Ja, in tekaške steze bi prav tako radi opremili s takšno tehnologijo. Tako, postavila sva tole kolo, ti si pritrdil na pedalko Senzor kadence. Senzor kadence, ki ga lahko pritrdimo
na vsako kolo, hišno ali običajno. Simulacija v bistvu deluje na vseh vrstah koles. Nismo zdaj vezani samo na sobna kolesa, lahko so tudi klasična cestna kolesa, vendar pa morajo biti vpeta v nek trenažer, v stojalo. V trenažer, ja. In potem, evo, zdajle jaz že kolesarim po Windridge Cityju. Tako je. Takole lepa pokrajina. Imaš v prihodnosti, imate tudi plan s kakšnimi boljšimi senzorji, bolj naprednimi kolesi, da se čuti tudi, ko gremo v hrib, dol iz hriba. Ja, vsekakor imamo to v planu, je pa to seveda povezano tudi z pač opremo in finančnimi vložki. Glede na to, da takšna kolesa, ki imajo v bistvu magnetno bremzo, že obstajajo, ampak so zelo draga. Mi bi pa radi to rešitev ponudili praktično vsakemu uporabniku, ki ima doma tudi neko bolj preprosto sobno kolo, da le vpne senzor kadence in zalaufa simulacijo. Še enkrat poudarjam, bistvo pri nas v bistvu ni tekmovalnost, ampak neka vizualna podpora, ki dokazano tudi zmanjšuje zaznavanje napora med vadbo. Tako, ja, definitivno se malce zamotim, ne, ni zdaj tako kot v fitnessu, ko imamo velikrat samo tako kolo, se velikokrat je naštimana kakšna televizija, samo tista te ne zamoti toliko, se mi zdi. Ne. Tukaj si pa del simulacije, ne. Ti premikaš tegale malega kolesarja naprej, ga vsakar sam premika, v baloni, pol tole ni v Sloveniji, vidim. Ne, to je fantazijska. Drugače pa drži, to je v bistvu interaktivna igra. To pomeni, da mi z našo aktivnostjo nekako nadzorujemo tudi potek same simulacije. Ne. Od tem se tudi razlikuje od klasičnih videoiger, ker mi uporabnike želimo spodbujati k gibanju in zdravemu načinu življenja, tako da gre za neke vrste družbeno odgovoren projekt. Ja, to pa seveda zdravje za družbo. Tako je, tako. In tukaj vidim, koliko sem že prevozil, koliko kilometrov na uro grem, kaj so pa tele sekunde, 70, se zdaj le 69, pa piše pa 5 minut, pa 5 AVG. Kaj to mora povprečje? Simulacija, kot vidite, prikazuje tudi neko osnovno statistiko naših opravljenih vadb. Zdaj tole prvo okno nam prikazuje prekolesarjeno razdaljo, hitrost med kolesarjenjem, tretje okno pa nam predstavlja število oziroma čas kolesarjenja. Na vsak 5-minutni interval se odštevajo sekunde, tako da zdaj čez 40 sekund bo potekel prvi interval, ko ga bomo opravili, nam bo zabeležili, da kolesarimo že 5 minut. Skratka, čas kolesarjenja. Zdajle sem se pa takole zaustavil, malce sem se upočasnil, evo, Tako. nič obratov, In se tudi kolesar začne stavljati. kolesar se ustavlja, se misli, da me bo tukaj le na krožnem nekam peljal in piše vadba zaustavljena. 30 sekund zaušteva, za nadaljevanje vadbe obračajte pedale. Se pravi, če se jaz zdaj ustavim, je vadbe konec, zabeležijo se vsi In podatki. bomo dobili tudi neko osnovno statistiko, če počakamo še 15 sekund, da se izteče, če pa v tem času nadaljujete, pa v bistvu lahko nadaljujete s trenutno vadbo. Ja, jaz sem kar nadaljeval. Z veseljem. Drugače Evo, pa evo, prikazuje simulacija tudi kadenco na podlagi senzorja, ki ga imamo na pedalki, in pa če bi imeli v bistvu kolo, ki bi imel gor power meter, to je merilec moči na pedalih, bolj profesionalna kolesarska oprema, bi nam prikazala simulacija tudi vate ali moč. In pa možnost srčnega utripa imamo tudi, če bi imeli neko urico, zapestnico. Se da vse povezati, Tako. ne, dan danes. Vse v bistvu brezžično deluje in je povezano s simulacijo. Lahko dva kolesarja kolesarita hkrati? Zaenkrat Tudi opcija. imamo ta projekt v razvoju, kjer bi delali neke atraktivne animacije na kakšnih športnih ali zabavnih dogodkih, ja, da bi imeli kot neke vrste gold Malo. sprint, virtualno kolesarsko tekmo med obiskovalci. Janez, kdo je pa glavna ciljna publika za tole? Profesionalci, rekreativci, vsi, ki radi kolesarijo, se radi gibajo? Ja, predvsem rekreativci. Na profesionalne kolesarje v tem delu ne ciljamo toliko, ker oni praktično že imajo ogromno motivacije za kolesarjenje. Predvsem tisti rekreativni kolesarji, ki imajo pa doma sobno kolo in se jim zaradi pomanjkanja motivacije, kjer nimajo nobene vizualne podpore, ne da kolesariti, bi mi radi predstavili našo simulacijo, da bi tudi oni dobili več zagona, da upravljajo njihove treninge kolesarske. No, jaz sem se že kar malce zrekreiral. Se mi zdi.
Kako je bilo pa, ko si se prvič ti lahko usedel? Kakšni so bili občutki, ko si prvič lahko sprobal lastno vizijo, ki je delovala na računalniku in na kolesu? Meni osebno je bilo fantastično. Jaz sem po srcu zelo gamer, tudi že od nekdaj, tako da ko sem pa svojim lastnim delom, s trdim delom ekipe, ko smo naredili neko prvo verzijo te simulacije, meni je bilo fantastično. Tudi velikokrat še zdaj doma se usedem na kolo in v poletnih in v zimskih dnevih in upravim tudi kakšen enourni trening. Enourni trening. Jaz sem že zdaj mal, no, saj tele studiji pod reflektorji hitreje postane vroče, ne. Lahko si bi pa postavili to tudi ven, ne, pa je na ta VR očala, pa ne rabimo pa v bistvu sploh ekrana. Ja, res je pa to v bistvu malo odvisno od posameznika in pa tudi zaradi higienskih razlogov VR mogoče ni najbolj primeren. Je pa to za mogoče minutno, 2-minutno kolesarjenje na kakšnem dogodku lahko zelo atraktivno, ne. Drugače pa še vedno za upravljanje nekih daljših kolesarskih treningov priporočamo televizijo. Ja, ker očala so tudi težja na glavi. Tako, simulacija deluje tudi brez internetne povezave, ni potrebe po internetu in pa na vseh vrstah koles. Zelo preprosto, samo namestimo senzor, se usedemo in začnemo kolesariti. Janez, izvrstno. Simatlon deluje, jaz ti želim še veliko uspeha tebi in tvoji ekipi, ne, ko bo pa veslanje narediti, pa še tek, se nam pa zopet javi, bomo z veseljem predstavili še te dve, kako bi rekel, dva nova aspekta. Saj zato sva rekla že na začetku, da se imenuje, a ne, simatlon, ne, kot triatlon, da se bo več stvari dalo početi. Jaz bom pa zdaj kar odkolesaril v oglase. Tako da, če tudi vas zanima simatlon, le obiščete njihovo spletno stran simatlon.com. Aktivni so tako na Facebooku kot na Instagramu in veseli bodo vašega obiska. Janez, se vidva! Hvala za povabilo, se vidimo!